Početi, kar drugi pričakujejo od tebe, ali tisto, kar si sam želiš. Mileni Miklavčič okoliščine niso dovolile, da bi po končani gimnaziji pridobila tudi visoko izobrazbo. Svojo izjemno veliko željo po izobraževanju in učenju je tako uresničila s samoizobraževanjem. Na ta način je laže uskladila obveznosti doma in v službi. Zaposlena je namreč v banki v Žireh. Izpopolnjevala je znanje na različnih ravneh, vedno pa v tesni povezavi z njenim delom na radiju in pisanjem za časopis, pa tudi v tesni povezavi z življenjem tamkajšnjih ljudi. Opravila je tečaje iz kreativnega pisanja, svojo izgovarjavo je izpopolnjevala pri Ajdi Kalan na Radiu Slovenija. Na začetku se je učila tudi s poslušanjem znanih televizijskih in radijskih voditeljev, vendar je kmalu osvojila svoj slog, katerega poglavitna značilnost je, da je vsakokrat svež in drugačen. Začela je s pravljicami, te so ji kmalu začeli objavljati na Radiu Sora. Brala jih je sama in zaradi njene imenitne interpretacije so jo kmalu povabili za urednico otroškega programa. Mama je sedla na gugalnik in stisnila k sebi Tanjo in Blaža. Danes bi vama rada zaupala skrivnost, je počasi spregovorila in ju pri tem ljubeče gledala. Skrivnost, je vzkliknil Blaž. Tani so se zasvetile oči. Skrivnost? Praviš, da se v tej hiši nekaj dogaja? Jaz pa ne vem za to, je užaljeno povesila nos. Mama je prekimala. Potem si je položila roki na trebuh in zašepetala. Tu notri je skrivnost. Ne vem, morda bo deček,